Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka in danes sem za vas pripravila primer treninga za trebušne mišice. In se pripravimo kar za prvo vajo kakun trebušnjak. Ležemo na hrbet, roke iztegnemo za glavo, noge naravnost naprej in jih držimo dvignjene nad tlemi. Z izdihom k prsnemu košu ponesemo pokrčena kolena in jih hkrati z rokami zaokrožimo naprej, vse dokler ne tvorimo objema kolen. Z vdihom se vrnemo nazaj v začetni položaj, pri tem pa pazimo, da nog in rok ne odlagamo na tla, ter da držimo napeto trebušno jedro. Brez pauze se takoj pomaknemo na naslednjo vajo, imenovano dvig pokrčenih nog. Pokrčite kolena in nogi dvignite naravnost na mladenico. Z rokami se oprimite podlage ali pa roke podložite pod rig. Z vdihom proti tlom spustite obe dve nogi in se s prsti narahlo dotaknite tal. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj, stisnete trebušne mišice in se pripravite za vnovično ponovitev. Dvig in spust nog naj bo kontroliran. Pri spustu nog ne dopustite, da se hrbtenica odlepi tal. Sledi naslednja vaja dead bug oziroma žužek. Ostajamo v istem položaju kot prej, le da na kolena naslonimo še roke. Hrbet ostaja v celoti gibanja prilepljen na tla. Z vdihom proti tlom spustimo eno roko in nasprotno nogo. Roke in noge ne odlagamo na tla. Z izdihom se vrnemo nazaj v začetni položaj in enako ponovimo še z nasprotno stranjo. Dihanje naj bo skladno z gibanjem. Po pisku se hitro dvignemo v sedeč položaj in se naslonimo na komolce. Sledi vaja odpiranja in zapiranja. Noge iztegnemo naravnost naprej, vendar jih ne odlagamo med izvedbo na tla. Hrbet ostaja zravnan in trebušne mišice napete. Če se vam med izvedbo usloči hrbet, takoj prenehajte oziroma noge dvignite nekoliko višje. Ko približate kolena proti prsnemu košu, izdihnite in stisnite trebušne mišice in ponavljajte ta vzorec gibanja. Še vedno ostajamo v istem položaju, nadaljujemo z vajo flutter kicks oziroma strižanje z nogami. Na videz enostavna, vendar poleg strižanja vaja zahteva konstantno napetost trebušnega jedra, kar pomeni, da ves čas pazimo, da je hrbtenica zravnana in trebušne mišice napete. Skratka, ne dopustite, da se ustvari lok, takrat obremenite le hrbet, kar pomeni več bolečin v križu. Dihanje naj bo pri vaji kontrolirano in usklajeno z gibanjem. Za nami je že polovica vaj, sedaj sledi vaja obratnega trebušnjaka, roke položimo pod mladenico ali pa se oprimemo podlage. Pri vaji ne uporabljajte zagona, ampak naj dvig opravijo trebušne mišice. Dvigamo le spodnji del hrbtenice in kolena približamo prsnemu košu. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši od dviga. Noge lahko pri spustu iztegnete naravnost naprej, ampak se pri tem ne sme usločiti hrbtenica. Raje v tem primeru ohranjajte pokrčena kolena. Noge med izvedbo ne odlagamo na tla. In smo že pri sedmi vaji, imenovani dvig medenice, vaja na videz podobno prejšnji. Obe dve nogi iztegnite naravnost nad medenico in se z rokami oprimite podlage. Z izdihom od tal dvignite zadnjico ter spodnji del hrbta, ter stisnite trebušne mišice. V najvišji točki zadržite za sekundo in se z vdihom počasi vrnite v začetni položaj, ter se pripravite za vnovično ponovitev. Pri dvigu ne uporabljajte zagona, ampak naj delo opravijo trebušne mišice. Po pisku se takoj pripravimo za naslednjo vajo, izmenično dvigovanje nog. Ostajamo v enaki poziciji kot prej, noge držite na mladenico, z rokami pa se še vedno držite podlage. Z vdihom proti tlom spustite najprej eno nogo in jo počasi približate proti tlom in pazite, da se ne ustvari lok hrbtenice. Z izdihom se vrnemo nazaj v začetni položaj, takrat sledi zamenjava in proti tlom spustimo nasprotno nogo. Izmenjava nog in dihanje naj bo kontrolirana. Pri vaji pa pazimo, da hrbtenica ostaja prilepljena na podlago. Sledi podobna vaja kot prej, le za razliko dvigovanja obeh dveh nog hkrati. Nogi še vedno držite naravnost nad mladenico, z rokami pa se držite podlage. Z vdihom proti tlom spustite nogi in se počasi približate tlom. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Dvig in spust nog naj bo kontroliran. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, da ostaja ves čas prilepljena na podlago.
Hitro se dvignemo v sedeč položaj, pred nami je še zadnja vaja v setu, imenovana Russian Twist. S trupom se rahlo naslonite nazaj, zravnajte hrbtenico in stisnite trebušne mišice. Roke pri vaji držite sklenjene pred prsnim košem in to je naš začetni položaj. Z izdihom ponesite na stran sklenjene roke ter stisnite trebušne mišice. Z vdihom se hitro vrnite v začetni položaj in enako ponovite še v nasprotno smer. Pri vaji pa lahko imate noge tudi dvignjene. Sedaj sledi 30-sekundna pauza, ne pozabite piti vode. Po pauzi pa bomo vse skupaj ponovili še enkrat in se lahko kar pripravite ponovno za prvo vajo kakun trebušnjak. Ležemo na hrbet, roke iztegnemo za glavo, noge naravnost naprej in jih držimo dvignjene nad tlemi. Z izdihom prsnemu košu ponesemo pokrčena kolena in jih hkrati z rokami zaokrožimo naprej, vse dokler ne tvorimo objema kolen. Z vdihom se vrnemo nazaj v začetni položaj, pri tem pa pazimo, da nog in rok ne odlagamo na tla, ter da držimo napeto trebušno jedro. Brez pauze se takoj pomaknemo na naslednjo vajo, imenovano dvig pokrčenih nog. Pokrčite kolena in nogi dvignite naravnost nad medenico. Z rokami se oprimite podlage ali pa roke podložite pod rit. Z vdihom proti tlom spustite obe dve nogi in se s prsti narahlo dotaknite tal. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj, stisnete trebušne mišice in se pripravite za vnovično ponovitev. Dvig in spust nog naj bo kontroliran. Pri spustu nog ne dopustite, da se hrbtenica odlepi tal. Sledi naslednja vaja dead bug oziroma žuželk. Ostajamo v istem položaju kot prej, le da na kolena naslonimo še roke. Hrbet ostaja v celoti gibanja prilepljen na tla. Z vdihom proti tlom spustimo eno roko in nasprotno nogo. Roke in noge ne odlagamo na tla. Z izdihom se vrnemo nazaj v začetni položaj in enako ponovimo še z nasprotno stranjo. Dihanje naj bo skladno z gibanjem. Po pisku se hitro dvignemo v sedeč položaj in se naslonimo na komolce. Sledi vaja odpiranja in zapiranja. Noge iztegnemo naravnost naprej, vendar jih ne odlagamo med izvedbo na tla. Hrbet ostaja zravnan in trebušne mišice napete. Če se vam med izvedbo usloči hrbet, takoj prenehajte oziroma noge dvignite nekoliko višje. Ko približate kolena proti prsnemu košu, izdihnite in stisnite trebušne mišice in ponavljajte ta vzorec gibanja. Še vedno ostajamo v istem položaju, nadaljujemo z vajo flutter kicks oziroma striženje z nogami. Na videz enostavna, vendar poleg striženja vaja zahteva konstantno napetost trebušnega jedra, kar pomeni, da ves čas pazimo, da je hrbtenica zravnana in trebušne mišice napete. Skratka, ne dopustite, da se ustvari lok, takrat obremenite le hrbet, kar pomeni več bolečin v križu. Dihanje naj bo pri vaji kontrolirano in usklajeno z gibanjem. Za nami je že polovica vaj, sedaj sledi vaja obratnega trebušnjaka, roke položimo pod medenico ali pa se oprimemo podlage. Pri vaji ne uporabljajte zagona, ampak naj dvig opravijo trebušne mišice. Dvigamo le spodnji del hrbtenica in kolena približamo prsnemu košu. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši od dviga. Noge lahko pri spustu iztegnete naravnost naprej, ampak se pri tem ne sme usločiti hrbtenica. Raje v tem primeru ohranjajte pokrčena kolena. Noge med izvedbo ne odlagamo na tla. In smo že pri sedmi vaji, imenovani dvig medenice, vaja na videz podobno prejšnji. Obe dve nogi iztegnite naravnost nad medenico in se z rokami oprimite podlage. Z izdihom od tal dvignite zadnjico ter spodnji del hrbta, ter stisnite trebušne mišice. V najvišji točki zadržite za sekundo in se z vdihom počasi vrnite v začetni položaj, ter se pripravite za vnovično ponovitev. Pri dvigu ne uporabljajte zagona, ampak naj delo opravijo trebušne mišice. Po pisku se takoj pripravimo za naslednjo vajo, izmenično dvigovanje nog. Ostajamo v enaki poziciji kot prej, noge držite na medenico, z rokami pa se še vedno držite podlage.
Z vdihom proti tlom spustite najprej eno nogo in jo počasi približate proti tlom in pazite, da se ne ustvari lok hrbtenice. Z izdihom se vrnemo nazaj v začetni položaj, takrat sledi zamenjava in proti tlom spustimo nasprotno nogo. Izmenjava nog in dihanje naj bo kontrolirano. Pri vaji pa pazimo, da hrbtenica ostaja prilepljena na podlago. Sledi podobna vaja kot prej, le za razliko dvigovanja obeh dveh nog hkrati. Nogi še vedno držite naravnost nad ramenico, z rokami pa se držite podlage. Z vdihom proti tlom spustite nogi in se počasi približate tlom. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Dvig in spust nog naj bo kontroliran. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne osloči, da ostaja ves čas prilepljena na podlago. Hitro se dvignemo v sedeč položaj, pred nami je še zadnja vaja v setu, imenovana Russian Twist. S trupom se rahlo naslonite nazaj, zravnajte hrbtenico in stisnite trebušne mišice. Roke pri vaji držite sklenjene pred prsnim košem in to je naš začetni položaj. Z izdihom ponesite na stran sklenjene roke ter stisnite trebušne mišice. Z vdihom se hitro vrnite v začetni položaj in enako ponovite še v nasprotno smer. Pri vaji pa lahko imate noge tudi dvignjene. Še malo. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to. Upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, tako kot jaz. To je le primer, ki ga lahko napravite za trebušne mišice. Če bi si seveda želeli videti tega več, mi pišite spodaj v komentarje. Preden pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu seveda podariti like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to zdajle in pritisni zvonček, da ne zamudiš bodočih vsebin in presenečenj. Do naslednjega tedna, pa čau!